Lep, prijazen dober večer vsem, ki ste se zbrali, da boste poslušali in poseben večer, poseben zato, ker se je zgodil oziroma se dogaja ob izidu povsem sveže pesniške zbirke Saše Pavček Zastali čas. To je zbirka, ki bo na voljo od konca tedna naprej v prodajalnah Mladinske knjige. Zdaj jo lahko naročite po MH Mladinska knjiga in povem vam, ne bo vam žal. Sašo Pavček poznamo kot igralko, izvrstno, z Borštnikovim prstanom nagrajeno, s Prešernovo nagrado malo in še z marsikatero nagrado. Ne veste pa vsi, da je ona pesniška duša, ki se izraža skozi svoje lastne besede, ne le v pesmih, to je druga pesniška zbirka, v esejih, v dramah, imenitna Čisti vrelec ljubezni, v radijskih igrah in še marsičem, kjer je beseda tista, ki nagovori naše srce. In po njeni izbiri je danes najin gost Tomaž Flajs. To je gestalt psihoterapevt, ki ga obe Sašo Pavček poznava iz knjige Človeška ljubezen, v kateri se je pokazalo seveda, da je tudi Tomaž Flajs pesniška duša, da je celo pisal pesmi vrsto let. Zdaj skromno pravi, da je bolj ljubitelj poezije, ampak mislim, da še vedno pesni na tak ali drugačen način. Ker še slavimo Prešerna in še slavimo poezijo, je moje prvo vprašanje vama obema, zakaj je poezija, kot bi rekel Hölderlin, v tem revnem času tako pomembna? Mislim, da je poezija v tem času pomembna zato, ker daje upanje. Se mi zdi, da poezija zdravi, poezija prinaša srce, čustva. Zame je poezija kri in pesnica oziroma pesnik je zame krvodajalec. Kakšna dobra definicija. Pesnica, krvodajalka, Saša, hvala lepa. Tomaž, tudi ti si napisal v enem svojih prelepih pisem, da si ugotovil, da je poezija pravzaprav terapija in da poezija zdravi. Lahko poveš še ti kaj več o tem? Ja, najprej bi rekel, da mi je zelo prikladen ta naslov Zastali čas, da v bistvu čas, ko beremo poezijo, je čas, ko zastanemo in se poglobimo vase in pustimo, da v nas zazvenijo stvari, ki drugače ne bi. Drugače pa, v čem vidim terapevtsko vrednost tudi poezije, čeprav ni primarno to, je, da je način, kako damo obliko svojemu doživljanju, svoji izkušnji, temu, kako smo v svetu. In to je tudi v bistvu nekaj, kar v terapiji počnemo, da damo nečemu, kar je bilo prej neizrečeno, kar ni imelo besede, obliko in besede. In na ta način zaživi v nas in tudi v stiku z drugim. In besede so tiste, ki zdravijo tudi zaradi stika. In mislim, da je tako terapija kot tudi poezija, da je globok stik s sabo in z drugimi. Besede, 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 je rekel Tomaž. Saša, draga, jaz sem brala tole tvojo dramo Čisti vrelec ljubezni, danes ponovno, 2003 je bila uprizorjena. Takrat sva midve imeli pogovor za gledališki list in naslov tega pogovora je Beseda je resnica in svetloba bitja. Torej, tudi ti, ki si mojstrica besede, pa tudi verjameš zelo v besedo, v vseh smislih, tako kot je Tomaž rekel. Pa dajmo še kaj samo v besedi, tudi če ni pesniška. Če je ljubezenska, ker je danes Valentinovo. In pravijo, mi je rekel Boris Novak, ni ljubezni brez izrekanja ljubezni. Beseda je moč, beseda je svetloba, z besedo lahko
pobožaš nekoga, z besedo lahko nekoga objameš, nažalost pa z besedo lahko tudi nekoga raniš ali pa celo ubiješ. In včasih se mi je zdelo, da poezija, beseda v pesmih prinaša lahko temo, če to izrekaš, medtem ko danes mislim, da kljub temu, da izrekaš svoje rane in svoje bolečine, tudi če govoriš o smrti, pravzaprav očiščuješ vse te sence in lahko potem bolj svobodno, očiščeno stopiš v življenje samo. Tomaž, kako bi pa ti komentiral, ker je pač Valentinovo in danes je ogromno programov po televiziji, posebej italijanskih, namenjeno amore. Verjameš, da je izrekanje ljubezni pogoj za ljubezen med partnerji? Mislim, da je pogoj za to, da obstane. Ljubezen ni sam, da se zdaj enkrat zaljubiš, pa obstaja, ampak se mora tudi iz nečesa hraniti. Seveda ne samo iz besed, tudi iz dejanj, tudi iz gest, ampak mislim, da so besede tukaj pomemben del. In tukaj smo mogoče moški včasih malo šibki. Kakor kjer, ti nisi, ne? A bi rekel? Kakor kdaj. Saša, draga, zdaj pa začnimo s tvojo poezijo, ker to slavimo nocoj. Katera bo prva, ki jo boš interpretirala? Ja, prva bo kar ta, ki je prva tudi v knjigi in sicer nosi naslov Dramatični mir osame. Dramatični mir, pozdravljam te in se ti zahvaljujem, da si me postavil na konico svojega noža. Loviti moram krhko ravnovesje, da ne zdrsim solza po tvojem rezilu. Nikjer ni nikogar. Nikogar, ki bi prestregal hudournike krvi, nikogar, ki bi šival razparano črevesje, nikogar, ki bi umiril trzljaje. Obstati moram sama na ostrini vrha, se zbrati in verovati v moč telesa, v zbran pogled. Podnevi je pogled božanski, v daljo zrem, v piko na obzorju. Ni več okroglina, je vedno bolj srce. Po noči se na britvi vrha zvijem v ležečo osmico. Luna me nevarno ziba. Vztrajam v svojem miru, da tehtnica ostane v pravičnem položaju. Enako sanjam, enako telesu. Rodi me vsak dan drugačna zora. Upajoč vdih, hvaležen izdih. Telo se ponižno dvigne v pokončen položaj. Radostim se človeške drže, ni samoumevna, čuvala jo bom. Ne smem pogledati navzdol, spodaj je preteklost, le majhen spust oči me lahko zamaje. Prihodnost zavisi samo od ravnovesja zdaj. No, naj povem, da je to bilo napisano v marcu lanskega leta, ko se je začela karantena, zato je tudi naslov Dramatični mir osame in zbirki tudi za stali čas. Torej, si tudi ti karanteno premagovala na nek način z ustvarjalnostjo, s pisanjem? Meni je kar dobro dela, zato ker sem nenadoma ugotovila, da sem v tej vrvenju, neprestanem hitenju pozabila prisluhniti temu, kar je čisto drobnim glaskom v notranjosti. In ko sem spoznala ta čudež, ki seveda vsake tok časa ga zaznam, ampak ga preslišim, ko sem to začela prisluškovati, sem bila neverjetno srečna. Tako da zame je bil ta zastali čas po eni strani zelo srečen ravno zaradi ustvarjalnosti, tišine, miru. Dragi Tomaž, tale pesem ima toliko enega naboja, toliko simbolov.
Kaj boš izbral iz nje, da nam bi interpretiral, kako si jo ti doživel? Ja, zdaj vsakič, ko bi me vprašala, bi to zdaj drugače, ravno zaradi tega, ker je toliko enih podob, ampak tista podoba, ki meni najbolj ostaja, se pravi, je to bivanje na konici noža, kot neko ravnovesje v tukaj in zdaj. In to moram paziti, da ne zdrsnem po konici noža, ker se porežem in ni nobenega, da bi me ujel. In tisto, kar me je na koncu presenetilo, tako prav, ko se izkaže, da je spodaj je preteklost, ker običajno se preteklost predstavljamo, da je zadnje za nami. Ne? In tako se mi zdi, da ta podoba mogoče daje ton tudi naprej, ker je veliko gre tudi za predelovanje preteklosti, ampak na tak ljubeč način do sebe, da me preteklost ne rani, ampak da iz nje potegnem nekaj, s čimer grem pol naprej v prihodnost. Torej, možno je, da preteklost, ko jo sprejmemo, objamemo, ne rani, ampak hrani. Ja, tako ja. Mislim, da v eni naslednjih pesmih Zemlja je tudi en vers, ki mi je ostal, in sicer je, kako naj pokopljem in zdrobim minulo, da se kot humus razdam. Se mi zdi, da ravno zato tudi. Se spomniš tele pesmi? Ja, se spomnim, jaz zelo občudujem zemljo kot materijo, recimo zemljo, ki jo gneteš, pa tudi planet Zemljo. To se mi zdi nekaj neverjetnega, kako se ta zemlja kar naprej vrti in je kljub temu mi vsi stojimo na njej. Ne? Ta sila tega privlaka se mi zdi zelo pomembna, to sidrišče, da najde človek neko sidrišče v sebi. In se mi je zdelo, da zemlja, tako grdo recimo delamo z zemljo, ampak ona ima eno neverjetno moč samo ohranitve, samo zdravljenja in tako zelo inspirativno name deluje. To pesem sem napisala ob dnevu zemlje, me je zelo navdušilo to, pravzaprav kako je to življenje neprestano, ne glede na to, kaj se zgodi, je neka klica po življenju, ki je samo ohranitev in tudi ohranitev drugih ljudi. Tako kot se mi zdi recimo beseda, če stoji sama, je lahko enoznačna. Če jih je več skupaj in zlasti, če je v dialogu ali z bralcem ali pa če nekomu govoriš, je pa vedno nek odnos med dvema človekoma oziroma med ljudmi. Ravno tako se mi zdi, da zemlja tam v tem humusu, to je en morje nekih mikroorganizmov in ona vse predela, to preteklo, minulo, vse te pokojne in iz tega pol zraste recimo za nas hrana, drevesa in tako naprej. To me je zelo fasciniralo. Bi prebrala, prosim? Joj, ta je pa tako dolga. To pa daj kakšno krajšo. Čem prebrati eno drugo? Dej. Sej Tomaž bo odmeval na vsako tvojo pesem, a ne Tomaž? Poslušam. Biti val. Umrli so moji dragi, oče, mama, brat, nona, nono, prababica, teta, prvi fant in z njim velika ljubezen. Umrla mi je prijateljica, prijatelj. Vezi so minule, a se niso razvezale. Samo zastale so, otrple v času, zamotane kot dragotine v star papir. Izgubila sem tudi živali. Mačko, psičko, ki je skočila pod vlak. Odpeljal je piskajoč, krike sem zadržala. V pozabo so šle vloge, aplavzi, luči pa se še prižigajo v meni. Predstava v odpisu je v meni zapis. Peščica filmov v arhivu, besede, ki sem jih napisala, vse ždi v nostalgičnem prahu. Čas pa mineva in mineva. Otožna ob izgubljenih iluzijah, neutolažljivo žalostna ob smrtih, zrem v modro ravnino.
Morje ne obžaluje neštetih smrti valov, ki nenehno ponikajo na sipkem pesku obale. Morje ve, da se v duši oceana rojeva nov vzgib, bodoča jata valov, neštetih, ponavljajočih se med seboj v sorodu, a neponovljivih in enkratnih v naraščanju in usihanju, prelepih valov v živosti modrega življenja. Da mi je dano biti val, navaden morski val, potovati dolgo pot, iz srede sebe se vzpenjati in padati brez objokovanj. Ponižno bi se zlila k otrokovim stopalcem, v smehu bi zacepetalo dete, zavriskalo, ojoj, ojoj. Kakšna sreča, biti val. Mirno bi zgladila pesek v ravno črto srčnega utripa. Tomaž, biti val. Ta pesem se me tudi zelo dotaknila. To sem opazil, da se dostikrat zgodi v tej zbirki, da se začne recimo z neko otožnostjo, žalostjo, nostalgijo, pa se zgodi nek obrat. In tudi v tej pesmi, ko se pojavi ta podoba morja, oceana, kot podoba življenja, kjer je smrt, minevanje sestavni del življenja. Mi je zanimivo, tisto, kar mi prevladuje v celi zbirki na neki ravni telesni, je, da se izmenjujeta teža in lahnost. In tudi tukaj ta začetna neka teža se prelije v lahnost. Tudi ta otrok, ki se smeje in ko postanem val, ki se razlijem ob njegovih nogah, postane nekaj čist drugega, čist en drug pomen dobi vse skupaj. Ti imaš rad Rumija? Ja, zelo, ja. In midva sva si v teh pismih pošiljala Rumija sem in tja. No, ena Rumijevih je, nisi kaplja v oceanu, ne, ampak je ocean, ves ocean je v tebi, ne. In se mi zdi, da je ta tvoja čudovita pesem tudi na nek način sestra Rumijevega spoznanja o oceanu, ki je naš dom na neki ravni, a ne, in je ves v nas, ko smo živi in ko smo mrtvi in postanemo ocean. Veliko je smrti v tvojem življenju, pa tudi v tej knjigi in v naših življenjih. Jaz moram reči, da je že veliko več mojih najljubših ljudi mrtvih kot živih, ampak na neki ravni in danes je prav obletnica moje prijateljice Jasne Stošič, ki je bila pa dopisovalka v knjigi Darovi minevanja in je tam pisala o raku in kako sprejema to bolečino in kako se pripravlja na smrt. In je potem pred 2 leti res umrla. Da smrt ne nosi samo bolečine, tako kot je Tomaž ugotovil, tudi v tvojih pesmih, ampak tudi neko milino, nekaj, kar nas na nek način lahko boža tako kot val, z nekim zaupanjem, da to ni konec, ampak je v bistvu nadaljevanje. Nikoli nisem razumela smrti, kot da je nekaj končano. Tudi nikoli ne mislim, da tisti, ki so umrli, da jih moramo kar nekako pustiti. To ja, da jih pustimo v njihovem svetu, s tem bi se kar strinjala, ampak jaz se zelo rada pogovarjam še vedno s tistimi, ki jih ni več, jih kaj sprašujem, jim prisluškujem, se jim za kaj opravičim, kaj odpustim. Tako se mi zdi, kot da pravzaprav, da so te meje med živimi in mrtvimi lahko zelo zabrisane.
In da to ni nekaj, recimo nekaj temačnega, nekaj morbidnega in tako naprej, ampak da je ta recimo ljubezen, ki jo človek v času življenja daje drugim ljudem, da je ta, se mi zdi, da ostaja nesmrtna. Vsi pravijo recimo, v delih človek živi naprej, ne, zlasti seveda, če govorimo o kakšnih ustvarjalcih, kot je recimo Stojan Batič, in to, kar ostane v umetnosti, recimo, kar so umetnine. Ampak se mi zdi pravzaprav, da se pa iz roda v rod vendarle, tako kot se prenašajo različne travme lahko ali pa neki vzorci, pa mislim, da je ljubezen tista, ki se najbolj prenese naprej, ampak morda ji damo premalo prostora v naših življenjih. Mogoče smo preveč osredotočeni na to, joj, kako je mene moja mama, ne vem, to pa to mi je rekla, pa oče mi je, ne vem, naredil to in to krivico. Ampak morda so bili vsi te, tudi mogoče napačno ravnanje, pravzaprav tudi izraz neke ljubezni, ki je bila pa zaradi mnogih stvari lahko napačno samo podana ali pa napačno razumljena. Mislim, da je med nami vsemi veliko več topline, kot si jo upamo izražati ali pa dajati. Jaz mislim, da se imamo ljudje v resnici rajši, kot je to videti na prvi pogled. Upam. Ja, pa tukaj zdaj, ko moram povedati, ko gledam kipe Stojana Batiča, on je naredil en prekrasen kip moje mame, ko je bila partizanka, s tisto Titovko, in tisti kip me je večkrat motil, ker je bil tako nekam strog, ne. Ampak zdaj, ko sem v tem ateljeju, pa gledam čisto drugače, pravzaprav tudi na te kovinske barve, na to ostrino morda, ki je noter, pa gledam z eno veliko večjo svetlobo kot prej. In ta pravzaprav en poklon Stojanu Batiču čutim in morda tudi mamini mladosti in njunemu prijateljstvu, zdaj, ker sem pač tukaj. Hvala lepa za ta spomin. Tomaž, kako pa ti razumeš, občutiš, sprejemaš, dihaš smrt? Ja, na nek način je vsak trenutek smrt starega in rojstva novega. Tako da mislim, da brez smrti ne bi bilo življenja, da je to nedeljiva celota. O smrti dostikrat razmišljam, ne. Zanimivo, ko sem na faksu delal izpit iz latinščine, ne, sem že skoraj dobil 8, pa me je pol profesor rekel, no, zdaj mi pa še povejte, kaj pomeni memento mori. Jaz sem imel temo v glavi in je rekel, spominjaj se smrti. In tako z bridkim izrazom je dal 7 in jaz sem rekel, se bom spominjal do smrti. In res se spominjaš. In res se spominjam in dostikrat premišljujem in mislim, da me to nekako dela živega. In v bistvu zame je smrt skrivnost, karkoli si zdaj probam zamisliti, so to sam predstave. Škoda časa, da bi si kaj zamišljala. Ja. Najboljš, da živimo. Tako je. Ampak vemo, da bomo umrli. To je pa zelo zdravilno. Ja. In to je tisto, kar nam daje to večjo intenzivnost, občutek dragocenosti življenja. Tako da mislim, da je smrt pomembno ozadje življenja, ki daje pomen. Ja. In to pogovarjanje, se veš, Saša, jaz se tudi pogovarjam sleherni dan. Ne? Tako da danes jasno sva se že vse sorte zmenile. Tako da zdaj te prosim za naslednjo pesem. Ja, ne vem, ker sem prej glih omenjala mamo partizanko, to preberem takoj. Ker je moja mama pred enim letom umrla in je 2 leti bila precej bolna in v tem času sva se morda malo bolj zbližali in je en cel cikel pa žalostinke za mamo v tej
v tej zbirki njej posvečeno. Pesmi je naslov Saša, ker moja mama je nosila partizansko ime Saša. Zaznamovana s tvojim partizanskim imenom sem tekla kot ti, mama, pred streli skozi življenje. Vstajala, padala, se opotekala, vriskala, plesala, veliko jokala. Vedno zaman. A prišla je blagodat, jasnina pogleda, sprane oči vidijo svet umit, čist, brez greha in brez kazni. Jasnina neba vsem ljudem sije. S čistim pogledom, čistim srcem tečem naprej, dvigam tvoje prapore, mama, pojem tvojo pesem o svobodi, tvojo kurirsko torbico nosim na rami, v njej skrivam pesem zate. Ko bom pritekla do tvoje zemljanke, bo trda tema in pesem kresnica. Ko jo zagledaš, me pokliči z najinim partizanskim imenom, da greva skupaj na juriš tam čez. Tomaž? Ja, moje odzivi. Tvoje je. Jaz samo vzdihujem, ker se me tako globoko dotikajo te pesmi. Ne? Tudi moja mama je že mrtva in tudi ko je bila že zelo stara. Takrat sem ji končno povedala, kaj me boli. In takrat je ona deklici, ki je zapisovala njeno življenje, sem kupila tisto knjigo mojega življenja in je ena deklica, krasna tudi z imenom Manca, hodila k mami kdaj pa kdaj, ker je mama njej lahko povedala, meni pa ni mogla. In je pol po njeni smrti sem brala, tako hudo mi je, da Manci nisem mogla povedati, da jo imam rada. A ne? Ampak tudi njej ni nikoli noben povedal, ker jaz sem jo spraševala, mama, tudi objela me nikoli me nisi poljubila. Je rekla, misliš, že mene kdo? V moji generaciji se nismo objemali, v moji generaciji ni noben poljubljal otrok. Tako da mi, ki smo hčerke teh mater, imamo veliko milost, da zdaj s tako ljubeznijo poljubljamo svoje otroke, kar delamo, ne? No, zdaj pa še ti, kaj na to tema, gospod psihoterapeut. Ne bom kot psihoterapeut, bom kar lepo iz sebe. Ja, moja mama je še živa, ne? Ampak to pri tej pesmi, tisto, kar me je pritegnilo, je, kako njena izkušnja, spravi partizanska, postane tudi tvoj okvir, v katerem izražaš svoje življenje, se pravi kot neko borbo in tako. In vmes se spet zgodi ta preobrat, spet naenkrat neka jasnina, ampak ta metaforika partizanska pa ostane in spremeni nekje težo, kako bi rekel. In najbolj se me pa dotakne to na koncu, tam čez, zadnji juriš, se bova srečali. Drugače pa zdaj, ko tam govorim, se mi porajajo spomini o tem, kaj je moja mama povedala o svojem otroštvu. Recimo, ona je bila 43. leta rojena, njen oče je po vojni umrl zaradi posledic mučenja, so ga Nemci mučili, in je mama njena ostala sama z 8 otroki, od tega se je en utopil pred očmi moje mame. In tako, zdaj, ko govorim, tako se zavedam, koliko so te stvari tudi močne, kot neke podobe, žive v meni. In kako v bistvu tudi mama živi na ta način v meni. Ja. Saj sploh živijo naši predniki v nas. Nihče od nas ne stoji na praznem listu, ampak vsi na njihovih ramenih. In tega se premalo zavedamo, se mi zdi.
In premalo smo hvaležni, da so nam nastavili, a ne, ta ramena, na katera lahko stopimo. Tako da jaz sem vsem svojim prednikom globoko hvaležna, res, in vedno znova prepoznavam, kaj vse so mi dali. Koliko jaz kot otrok sem seveda pričakovala nekaj drugega, kakor vsi otroci, zato ni nobene mame, popolne mame. Dovolj dobra mama, je rekel Winnicott. Popolna mama je teror, ki jo družba zganja nad ženskami. Tako da itak ni popolnih mam, itak je ni popolnih ljudi, ne? Ampak vsak otrok na tem božjem svetu je kdaj razočaran nad starši. Ampak potem, ko dozorimo in ko smo sami starši, pa znamo biti, kot si rekla, hvaležni, a ne, za to, kar so nam dali, ker dali so nam ogromno, najprej življenje in potem še vse to, kar tudi smo. Dej, prababica. Manci je zelo všeč pesem Prababicam, tako da posvečam Manci, kaj pa ne drugega. Hotela sem pa to povedati mogoče, da te pesmi tako nekako zvenijo, kot da je precej recimo mogoče neke bolečine v njih, ampak jaz jih vse pesmi pravzaprav pojmujem te kot neko čiščenje, kot nekaj, kar je preteklo in da vzamem to, kar me hrani naprej in to, kar mi daje moč za naprej in da je tudi nek obračun z mojo preteklostjo, tudi z mojimi travmami, z mojo negativno energijo, tudi z mojimi zamerami, z mojo temino in sencami in se mi zdi, ko sem to napisala, da je tako kar nekako odpadla ta teža od mene. No, zdaj pa prababicam, da ne bom predolga. Šla sem v gozd po pesem tolažbe. Nisem je zaslišala. Listje je škrepetalo pod mojimi stopali, kot bi drobila kosti prednikov. Hrski so se zvijali pod podplati, pradedje ječali. Prababice pa so razumele, rekle so, poj za nas, šumi kot gozd, pokaj kot veja, vzbrsti kot popek, bodi naš glas. Ne maščuj nas, samo povej, koliko veder vode smo znosile, koliko krav pomolzle, koliko otrok povile, koliko politih prtov oprale, koliko njiv prekopale, koliko ajde posejale, koliko kruha zamesile in kaj dobile v zahvalo. Ena bežen poljub, druga ukaz. Ena pretesen objem, druga klofuto. Nobena od rešitve od veder, prtov, njiv in loncev. Nobena ni odšla brez vere, da je storila vse za življenje, ki mora vrast. Žalostnih oči so odhajale v gozdove, prosile drevesa, trave in ptice za moč, rotile nebo, verjele, da bo nekoč davno iz listja in trav zašumelo, da bodo popokale verige, da bo zapela izpod mahu nežna piščal, da se bo rod lačen ljubezni napojil, da bo nekoč. Hodim po pomladnem gozdu, suhe vejevje še vedno kriči, po svežih listih solze polzijo, udarce, poljube, pokopane otroke in iluzije še vedno skrivajo debla dreves. Hvala, Saša. Hvala, čudovito pesem si mi poklonila, ker res ne vemo, kaj vse so storile te matere njihovih mater in matere teh mater. Na to temo, kaj dragi Tomaž, ker se mi zdi, da sprava z materjo je mogoče ena temeljnih
stvari za polno zadovoljno življenje. Ja, to so tudi tiste stvari, ki so najbližje in v katerih je najtežje pol, ne vem, koliko mudrovati, ne. Kako je že kar tole rekel, če hočeš videti, da si razsvetljen, pa Za en teden pej domov. za en teden pejdi domov, ja. Pa boš videl, kako se vede z materjo in očetom. Ja. S tem, da ta pesem v meni še tudi malo drugače zveni, ker pač govori o ženskah. Ne? In jo tako poslušam tudi kot moški. In to, ko govoriš sprava, zdaj jaz ne bom toliko govoril o spravi z materjo, ampak na neki mogoče bolj spravi med moškimi in ženskami. Jaz sem dolgo časa nazaj napisal en članek o moških in o sramu, ne, kjer sem hotel pokazati, da v bistvu, mislim, okvir te pesme je zame ta patriarhat, ne, kako smo tudi moški nasrkali tam. S tem, da nočem potegniti enačaja, ne, ženske so bile vedno v zapostavljenem položaju, ne, ampak je pa pomembno videti, da nekje v neki intimni razsežnosti, ne, pa noben ni mogel biti zares to, kar je, zaradi nekih zunanjih pritiskov, nekih norm, kako more biti. Tako da se mi zdi, da je super, da si Saša to pesem napisala in si jo tudi za moške, ne sem. In je mogoče priložnost pol, da se pogovarjamo tudi malo na tej ravni, na ta način. Ja, gotovo, pa še Valentinovo, ne, Ja. ki nas kar izziva k temu pogovoru, ampak res mi še vedno bivamo v patriarhalnem okviru. Ja. Tudi v Sloveniji, čeprav je veliko bolj rahel kot v kakšni Indiji ali pa Afriki ali pa ne vem kje, ampak ne gre samo za to, kar je vidno, gre tudi za tisto, kar deluje nevidno. In tam se pa moški in ženska še nista objela popolnoma, se mi zdi, saj so izjeme, ampak bi si upala reči, da še hrepenimo tako ženske kot moške po tem objemu, ki nas edino lahko osvobodi. Nič drugega nas po moje ne more. Kaj praviš ti? Jaz mislim, da je to, okoliščine, v kateri živimo, omogočajo posameznikom, da pridejo do tega, da se nekako osvobodijo. Ampak se pa strinjam s tem, da na neki širši ravni do te sprave še ni prišlo. Zdaj mi je ravno ena misel, sem imel eno fajn misel, pa mi je zbežala. Ne vem, kje je. Ja. No, to, kar mi je bilo zanimivo, tudi ko sem bral pesmi, ki so bolj ženske, ne, sem bil najprej tako malo bolj plaho, pozoren, pa radoveden, pa zvedav, pol pa sem ugotovil naenkrat, ja pa čakaj, saj se tudi jaz v njih najdem. Recimo ta pesem o rokah, ki negujejo. Zakaj sem pa jaz postal psihoterapevt, ker tudi to v sebi čutim, ne? Tako da gre tudi za to, da moški odkrije žensko v sebi, ženski del in tudi ženska moški del. In v tem mislim, da je lahko pol prava sprava, da jo moramo tudi znotraj sebe doseči. Tukaj se začne, ne? Tukaj se začne, Sej, če mi znotraj sebe ne povežemo moškega in ženskega principa, kot pravi Jung, animo in animusa, potem tudi v drugem tega ne moremo ne prepoznati, ne objeti, nas je strah, nas odbija. Kaj praviš, Saška? Če sebe notranje, bolj kot sebe notranje prepoznavamo, bolj kot sebe sprejemamo in sebe spoštujemo, se mi zdi, da tudi drugega človeka, ne bo moški ali pa ženska, bolj cenimo, bolj sprejemamo z eno večjo širino ali pa z eno večjo, ko bi rekla, naklonjenostjo. In ta, recimo, boj moški, ženska, kdo bo zmagal, se mi zdi, da
Pa tudi to večno trpljenje ali pa jambranje ženske, kako je recimo zaničevana, manj vredna in tako naprej, se mi zdi, da v današnjem času ne bo prineslo neke odrešitve. Se mi zdi, da je zdaj čas sicer tak, da se odpirajo neke dolgoletne rane lahko, ampak občutek imam, da če bo to potekalo na en ljubeč način med ljudmi, z enim razumevanjem, z eno odprtostjo, ne pa z neko ostrino in agresivnostjo, da bomo morda kot družba našli prej stične, lepe točke, bolj harmonične in predvsem bolj plodovite. Tak občutek imam, mogoče sem malo zakomplicirala. Nisi. Je pa veliko upanja v teh besedah, ne? Ker ni še vse tako, ampak to ne pomeni, da ni čas, da bi bilo. Jaz mislim, da se zelo razvija in da je vedno več pravzaprav neke pozitivne naravnanosti v tem, kako se ta sožitje med spoloma ali pa sožitje med ljudmi lahko razvija. Jaz vidim ogromno mladih, ki niso tradicionalne vloge tako strogo določene, kot so bile pred leti določene, in kljub temu niso te moški, ki jih gledam, nič manj možati. Meni se zdijo samo nekako bolj živi, bolj radostni, bolj so, meni so zelo uživam tako, ko vidim, kako oni sodelujejo, delajo, se pogovarjajo. Ne, pozorni so. Zelo mi je všeč ta mehka plat moškega, ki vidim, kako počasi cvete in se razcveta in jih pri tem ni sram. In vidim, da so kljub temu možati in samozavestni, da se imajo radi taki, kot so. Tvoja tema, sram, ne? Ja. Da jih ni sram, ne? Ker da končno previjajo otroke, grejo na bolniško, izražajo čustva, jokajo, naš kužek je hudo bolan in jokata oba, in ona in on, ne? In to se mi zdi tako nekaj lepega, da niso čustva rezervirana samo za ženske, kot se je včasih menilo napačno, ampak da zdaj lahko polno živimo, tako kot si ti rekla, v vseh teh človeških registrih. Kaj praviš? No, zdaj mi je spomin šel malo časa, ko sem jaz postal oče, pa se spomnim, ko sem z vozičkom hodil okrog. Pa čudno gledali, ne? Ne več. Super. Tako da mislim, da se je že takrat začel dogajati. So že bile spremembe. Ja, sem imela jaz prvega otroka, ni bilo moških z vozički na svetu. Tako da, ampak to je več kot pol stoletja. Ja, drugače pa se spomnim tudi, ko sem se s svojimi drugimi sošolci, recimo z osnovne šole, pogovarjal, smo se nekako vsi v to smer, da si morata oba dva deliti to skrb za otroka in da če sred noči zajoče, zakaj mora zdaj sama mama ostati, se morata drug dan recimo oba dva v službo in tako. Mislim, ko je že konc tudi porodniške. Super. Ti tudi nič ne veš o tem, ne? No, imamo pač drugačne izkušnje. Mogoče je kle v zvezi s tem odnosom moški-ženska eno zelo kratko pesem bi prebrala. Zemlja okoli sonca, voda okoli kamna, večni krog ljubiti, biti, privlak, neznanka. No? Kako se vrtimo en okrog drugega in je večen privlak in obenem tudi neka skrivnost, se mi zdi. Pa to zemlja okrog sonca, pa voda okrog kamna, se mi zdi. Lepe prispodobe, ne? Lepe slike, ja, tako in oboje, tako je krog. Ljubezen. Bi ti še kaj rekel o moških,
ker se mi zdi, da je zelo potrebno govoriti o njih, z njimi in zaradi njih. Ja, ko sem prej si omenila sram, ne? Tisto, kar je pomembno vedeti, ne, da sram je mogoče eden glavnih mehanizmov socialne kontrole, kako okolje pritiska na posameznika, da bi se prilagodil nekim normam. In to, kar je recimo danes jasno in znano, je, da sram, ne glede na to, smo moški ali ženske, doživljamo zelo podobno, fiziološko in psihološko. Tisto, kar se razlikuje, pa je, česa se sramujemo, kjera so bila tista sporočila, ki so nam bila vcepljena. Ne? In recimo moški je nekdo, ki mora biti močan, trden, ne sme pokazati ranljivosti, ker je to vzeto kot šibko. In tukaj mislim, da smo ga najbolj nasrkali, ker na ta način pa smo zgubili možnost ene globlje, bolj intimne povezave z drugimi in tudi dobiti neko podporo v stiski in tako. Tako da mislim, da je tudi to mogoče razlog, zakaj moški živimo manj časa kot ženske, ker veliko stvari požremo in manj govorimo. Na začetku sem se pohecal, da nismo ravno spretni z besedami. In mislim, da to je nekaj, kjer se spremembe že dogajajo, ampak tako kot si tudi ti, Saša, rekla, da opažaš neke spremembe, ampak je pa še vedno prisotno. Recimo v kakih drobnih dogodkih, ko jih vidim vsake toliko časa, tako opazim, ko celo mama fantka pokara, dej, ne obnaši se kot kakšna baba, ampak bodi dec ali pa tako. Še so te vzorci v naših koreninah, še so. Vse se meša, vse se prepleta. Živimo, se mi zdi, v zelo zanimivem času, ki je veliko novega, pa tudi še veliko starega in smo vsi malo zmedeni, hkrati je pa možnost, da vsak najde en svoj modus vivendi, svoj način življenja. Res je zanimiv čas, a ne? Ja. Tako odprt. Ja. A ne? Saša, še kakšna? Ne vem, mogoče nekaj če smo že pri moških, o ljubezni, čeprav ta je mal, pravzaprav govori o ljubezni, čeprav govori tudi o samoti. Labod reže gladino, cvetovi lokvanjev zašijajo samoto. In pa druga, ženska pesem. Peščena ura telesa se sipko izteka, gomila hrepenenja raste. Močni. Ja, in to so take pesmi, ker lahko sam jecljaš zraven, ker so tako zgoščene, nabite in če bi se dal povedati drugače, pač ne bi bilo treba pesmi pisati. Ampak recimo ta lokvan pa labod, to me zelo tako me je presunilo. Neka lepota je, mislim, moč lepote kot tista, ki celi, je do mene prišla skozi to pesem. In hkrati to labod reže, lokvan šiva, ne, je neka celota tukaj. Prelepa pesem, prelepa pesem. Dej ponov ta stavek, ki si ga rekel, ker to je tudi pesem Lepota. Kako si rekel? Celi. Celi, ja. Ja. Lepota celi. Morda zaključimo s to mislijo in zaupanjem, da lepota celi, ker je v umetnosti lepota tista dimenzija, ki nas pogosto najbolj nagovori, ne? In lepota teh besed in lepota pesmi. Lepota, ki nas celi. Se pravi, je možnost, da se zacelimo. A ne? Sigurno. No, da ne bi kdo obupavil. In imamo orodja, s katerimi se lahko celimo, a ne? Ja. Umetnost, psihoterapija, duhovnost, vse mislim, da nekako kaže v to smer, kako se zaceliti, kako biti bolj cel, kako tudi presežiti bolečino.
in iz bolečine narediti nekaj novega. In nekaj lepega, kot vidimo, kar Saša, ti si res mojstrica. Tukaj je tako veliko bolečine, ampak tudi toliko lepote, ki je zrasla prav tako kot Lohvan. A ne, zato je to ena najpomembnejših simbolnih podob v Indiji, ker Lohvani iz blata rastejo. A ne, spodaj je blato in potem ta lepota Lohvanja zacveti. Dej, Saša, še ti kaj o lepoti, umetnosti. Ja, ne vem, kaj bi rekla. Zdi se mi, da recimo ta kratka pesem Stiskam se v korzet besed, srce mi pobegne v pesem. Mislim, da se včasih vsi preveč omejujemo in se stiskamo, ženske same sebe preščipnemo na vse mogoče načine, zato morda, da bi bile všečne ali pa da, ker mislimo, da je potrebno, da imamo preveč neke avtocenzure, preveč nekih zapovedi in ukazov in ravno tako tudi se mi zdi, da tudi moški pod nekih ukazih živijo, se vsi preveč stiskamo v okove in srce pa vedno pobegne tam, kjer je svoboda. Srce pa to samo od sebe zabije in zabije gol, seveda tudi našemu egu, ampak srce vedno cilja v sredico, tam, kjer je lepota in življenje in po mojem mnenju tudi umetnost. Zato je rekla Suzana Tamaro, pojdi, kamor te vodi srce. No, jaz moram reči, ko sem to pesem prebral, moja spontana reakcija je bila smeh, tako en tak smeh sprostitve, ena veselja me je preplavilo. Ja, torej poslušajmo srce in naj nas ne bo strah, da slišimo njegovo govorico, ker mi imamo veliko pregovorov, kaj se zgodi, če človek ne posluša srca, če ne izrazi svojih bolečin, recimo počlo mu je srce. A ne? Zlomilo mu je srce. Zlomilo mu je srce. Moja najljubša Prešernova pesem, ker mislimo danes še malce na njega, ne, je Neiztrohnjeno srce. Srce pesnika, ki ni izrekel svoje bolečine v pesmih, ni moglo umreti, čeprav je bil že pokopan pesnik, je srce še ležalo nestrohnjeno v zemlji. A ne? Torej, srce je pot, govorica srca naj nam pove, kdo smo in kam naj stopimo pogumno, čeprav ne vidimo, a ne? Ampak naredimo ta korak srca. Jaz se obema, Saša Pavček, Tomaž Flajs, lepo zahvaljujem za ta čaroben večer in napovedujem naslednje srečanje, ki bo tudi 14. marca, to je nedelja. Upam, da že v večjem prostoru, da boste vi lahko prišli še v živo, ker bo pa naš gost, letošnji Prešernov nagrajenec, Feri Lainšček in Katarina Habe, ki si je zbrala eno izmed njegovih knjig, ker jih je napisal toliko veliko, da je nemogoče obvladati cel opus, je rekla, pogovarjajmo se o poemi ljubezni. To je knjiga, ki je šla kar 3-krat. In to je morda knjiga, ki ima v sebi največ arhetipske ljubezni. Tako da bomo z ljubeznijo nadaljevali tudi prihodnji nedeljski večer v Švicariji. Hvala lepa in odprite srce, poslušajte srce.